Na Ljudski univerzi Celje poudarjajo, da je učenje pomembno v vseh življenjskih obdobjih. Žalska društva in organizacije so se predstavili na paradi učenja. Učenci prve osnovne šole Celje v polfinalu izbora najboljših inovacij v Washingtonu. Zmago v Rogaški Slatini je Olimpija v finalni seriji povedla z 1-0. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ljudska univerza Celje v tem tednu obeležuje teden vseživljenjskega učenja. V sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami in ostalimi partnerji so včeraj na ploščadi pred mestnim kinom Metropol pripravili osrednji dogodek, s katerim so predstavili pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njo opozarjajo na vseprisotnost, pa tudi na pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. In letos je območni koordinator tedna vseživljenjskega učenja Ljudska univerza Celje. Zdaj, kot veste, Ljudske univerze po Sloveniji se ukvarjamo predvsem z ranljivimi ciljnimi skupinami, se pravi, to so osipniki, mladi, upokojenci, priseljenci, Romi, zaprte osebe in še bi lahko naštevala. In zato s tem namenom pa potem ponujamo številne programe vseživljenjskega učenja in naš namen je v bistvu, da se čim več ljudi vključi v te programe in potem seveda, ko jih zaključijo, da se potem radi vračajo še po nova znanja. Seveda jih prilagajamo, ker namen je potem različen in pa cilji. Se pravi, s temi programi mi potem nekaj zvišujemo izobrazbo prebivalstva, se pravi strukturo, potem zvišujemo vrednote, spodbujamo ustvarjalnost, celo zaposlene, opremljamo z različnimi splošnimi in poklicnimi kompetencami, zmanjšujemo vsekakor socialno izključenost, poleg vsega je pa tista svetovalna dejavnost pri nas morda celo največjega pomena in pa informiranje, prav tako pa Ljudske univerze omogočamo samostojno učenje. K udejanjanju slogana tedna vseživljenjskega učenja Slovenija učeča se dežela pristopa tudi Mestna občina Celje. Mestna občina Celje je ustanovitelj Ljudske univerze Celje in vse skozi podpira njeno delovanje, ki se gre predvsem v smeri usposabljanja, izobraževanja, svetovalne dejavnosti teh ranljivih skupin, govorimo o mladih, upokojencih, brezposelnih, zapornikih in podobno. Skratka, vseh, ki potrebujejo, lahko rečem, da tudi pomoč ali pa dodatna izobraževanja, pa si mogoče tega ali ne znajo poiskati na pravi način, ali pa tudi to izobraževanje ni dosegljivo. Moramo se zavedati, da je znanje že dobrina, ki ni več, rečem, da dostopna zgolj finančno, mogoče vsem. In zato so takšna izobraževanja še toliko bolj pomembna, torej da imamo projekte, imamo inštitucije, ki nudijo znanja, ki so potrebna in pa to brezplačno. Zato smo seveda zelo ponosni, da je še letos pa Ljudska univerza tudi koordinator regijski oziroma območni tega projekta, ki bo tedna vseživljenjskega učenja, v sklopu katerega se bo zvrstilo 30 različnih delavnic, seveda brezplačno v mesecu maju in pa juniju. In kako ljudje sprejemajo tovrstne projekte, se udeležujejo dogodkov? Seveda, številni se udeležijo delavnic, morda celo reči, vsako leto je več udeležencev. Prvo, kar je, so delavnice brezplačne, ponudba je pa tako pisana in široka, da dejansko vsak najde nekaj zase. Res pa je tudi to, da vidi se, da ljudje vse več delajo na sebi, iz različnih razlogov, ker učenje se nikoli ne konča. V Celju so tako z uradnim začetkom tedna vseživljenjskega učenja na ploščadi pred mestnim kinom Metropol pripravili vrsto dogodkov in stojnic, ki so predstavljale znanje z različnih področij. V okviru tedna vseživljenjskega učenja pa so v Žalcu v organizaciji tamkajšnje UPI Ljudske univerze Žalec dopoldan pripravili 5. parado učenja.
Na žalski podeželski tržnici so pod sloganom Znanje navdihuje in povezuje naznanili prireditve v okviru letošnjega tedna vseživljenjskega učenja, ki se bo zaključil konec junija. Teden vseživljenjskega učenja je nacionalna akcija učenja, povezovanja in osebnostne rasti že 22. leto zapored. Od vsega začetka so k aktivnostim vključeni tudi na Žalskem, kjer za koordinacijo skrbi UPI Ljudska univerza Žalec. Osrednji dogodek širokega nabora aktivnosti je ravno parada učenja. Parado učenja in teden vseživljenjskega učenja izvajamo tukaj v Žalcu skupaj z številnimi partnerji. Vsako leto se nam jih pridruži okoli 80, no letos tudi še dosegamo to številko. Letos je v Spodnji Savinjski dolini v načrtu kar 168 različnih dogodkov. Pričakujemo, da bo prireditev še več, kajti teden traja v nekem ožjem smislu od 12. do 21. maja, potem v širših okvirih pa vse do konca junija. In vse do konca junija se bodo po celotni Spodnji Savinjski dolini dogajale različne prireditve, aktivnosti, delavnice, vse povezane z učenjem. Obiskovalci so lahko na uvodni prireditvi dobili informacije pri različnih organizacijah, dogajanje pa so popestrili tako najmlajši kot tudi tisti v nekoliko zrelejših letih. Mi smo zelo veseli, ponosni, da UPI Ljudska univerza Žalec sodeluje pri tednu vseživljenjskega učenja že od vsega začetka in tudi soorganizirala je to parada učenja, kateri je uspelo pritegniti kar 48 različnih partnerjev. To je civilna sfera, to so društva, to so podjetja in vse te družbe skrbijo za dobrobit naših občank in občanov. Kako pa s tovrstnimi akcijami v Žalcu udejanjajo slogan tedna vseživljenjskega učenja Znanje navdihuje in povezuje? In mislim, da ta slogan v resnici tudi udejanjamo. Torej, želimo poudariti, kako je znanje pomembno za vse, kako nas znanje navdihuje za to, da smo še bolj vedoželjni, da še bolj iščemo nove izzive v življenju, da smo aktivni državljani, povezuje pa tudi, dokazujemo s tem, da smo dejansko tale naša velika skupnost partnerjev, ki sodelujejo z UPI Ljudsko univerzo Žalec pri pripravi prireditev, predstavljamo neko učečo se skupnost in vsi skupaj učeče se občine in seveda tudi potem učečo se Spodnjo Savinjsko dolino. V Žalcu imajo od nedavnega za vseživljenjsko učenje še izboljšane pogoje. Pravzaprav je to večgeneracijski center Planet generacij, ki v Žalcu deluje na 2 lokacijah in sicer na UPI Ljudski univerzi Žalec in v hiši Sadeži družbe Žalec. Želela bi izpostaviti samo tiste najbolj aktualne aktivnosti, ki jih izvajamo v tem trenutku. To so počitniški tabori za osnovnošolce. Te izvajamo tako v hiši Sadeži družbe Žalec kot tudi na UPI Ljudski univerzi Žalec. In v okviru teh omogočamo poldnevno in celodnevno varstvo za osnovnošolce in tako staršem olajšamo usklajevanje poklicnega osebnega življenja. Potem pa tudi vabljeni v različne računalniške delavnice, ustvarjalne delavnice za otroke in druge brezplačne aktivnosti. Kmalu se obeta še en poseben teden. Teden izobraževanja za trajnostni razvoj letos organiziramo drugič in sicer se bo dogajal po vsej Sloveniji hkrati, saj ga organiziramo članice Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. V tem tednu želimo ljudi opogumiti, jih navdušiti, da razmislijo o svojih potrošniških navadah, o svojih vrednotah, kaj lahko vsi skupaj prispevamo za boljši jutri, za bolj trajnostno prihodnost in pa ne nazadnje za to, da smo bolj prijazni do okolja, od katerega smo pravzaprav odvisni. Za nadaljnji razvoj vseživljenjskega učenja se v Spodnji Savinjski dolini torej ni za bati. Od 18. do 20. junija se bo v Washingtonu v Združenih državah Amerike predstavilo 20 polfinalistov izbora za najboljšo inovacijo v okviru mednarodnega tekmovanja First Lego League.
Na njem bodo svojo inovativno rešitev predstavili tudi učenci ekipe Black and White iz prve osnovne šole Celje. Njihova ideja, ki omogoča praktično in varno pripenjanje psov pred trgovino in drugimi objekti, si je uvrstitev v polfinale priborila med inovacijami iz kar 30 držav. Tako izgleda inovacija, ki bi lastnikom psov olajšala puščanje ljubljenčkov pred vhodi v objekte, kamor psom vstop ni dovoljen. Ugotovili smo za problem in sicer, da psov ne moreš, ko greš v trgovino, ne moreš psa nikamor prevezati, in potem smo razmišljali in smo razvili rešitev, in sicer nastavek Stay. Deluje pa tako, da je vakuumski nastavek in potem, ko najdeš v bližini trgovine, kamor hočeš iti neko gladko površino, ta nastavek tja pritrdiš in potem na njega lahko z karabinom povežeš s povodcem in potem psa privežeš tja na ta nastavek in potem ga pustiš lahko pred trgovino ta čas, ko greš ti nakupovati. Inovacija je pritegnila toliko pozornosti, da so jo uvrstili med 20 najboljših. Te bodo junija učenci predstavili v Washingtonu, kjer bodo za najboljše 3 podelili tudi denarne nagrade za nadaljnji razvoj inovacije v vrednosti $20 in $5,000. Sama ekipa Black and White na šoli poteka od šolskega leta 2011-2012. Ekipa praviloma šteje od 4 do 10 članov. Ponavadi imamo mi po 6-7 članov, nekateri so v ekipi 2 ali 3 leta. V lanski sezoni Poti smeti smo pa postali celo državni prvaki in pridobili smo takrat stopnico za sodelovanje na odprtem evropskem prvenstvu na Tenerifih in bili smo zelo ponosni, ko smo se domov vrnili s pokalom za 3. mesto za inovacije in strategije. Projekt First Lego League je namenjen raziskovanju, učenju in pridobivanju izkušenj, tudi skozi igro in reševanje vsakodnevnih problemov. Letošnja tema tekmovanja je bila živalski zavezniki, raziskovanje odnosov med ljudmi in živalmi. Manj smo šli po mestu in smo poslikali razne stavbe in potem smo ugotovili, kje dovolijo psa, in to kar 90% jih ne dovoli, da gre pes noter, in od tega skoraj nobena, samo 2 sta poskrbeli, da so dali mesto za privezati psa, zato smo potem mi se odločili, da bomo za to našli rešitev. Tudi lastniki psov so nam povedali, da je to problem. In potem idejo smo dobili od našega ravnatelja iz šole, ki nam je povedal, da on ima problem, ko gre v mesto s tem. Najprej smo en kup raznih prototipov delali, potem smo pa v trgovini te nastavke opazili, ki se drugače za posodo obešati uporabljajo, in zato smo potem na njih smo jih prilagodili, da lahko potem jih uporabimo za naš problem. Ekipa celjske prve osnovne šole je uspešna tudi v drugem delu tekmovanja FLL, v katerem morajo pokazati svoje znanje, hkrati pa tudi inovativnost pri sestavljanju robota s pomočjo sistema Lego kock. Z njim morajo v čim krajšem času, na voljo imajo sicer 2,5 minuti, opraviti predpisane naloge. V bistvu vsako leto iz seta Lego Mindstorms EVA 3 sestavimo robota. Za takega robota nimamo navodil, tako da je plod naše lastne domišljije, in za tega robota ga tudi potem sprogramiramo in naredimo nastavke, in ta robot potem dela naloge na mizi, ki jo pa dobimo na začetku sezone. Na robotu imamo pa tudi različne senzorje, recimo za zaznavanje barve, za merjenje dolžine, za merjenje kotov, in pa 4 motorje, 2 za upravljanje nastavkov in pa 2 za vožnjo. Poleg obiska Amerike bodo tako učenci z mentorjema obiskali še Dansko, kjer bo čez teden dni potekalo še odprto evropsko prvenstvo. Res fantastičen občutek, sploh Danska je dom Lego kock in tam, glede na to, da je projekt celoten povezan z Lego kockami in je Lego sponzor, bo to res verjetno fantastičen dogodek in tak super spektakel. Amerika je pa tudi čez lužo popolnoma druga celina in glede na to, da je to edinstvena priložnost, res neverjetno. Ekipi Black and White seveda želimo veliko uspehov. Košarkarji Uniona Olimpije so v prvi tekmi finala državnega prvenstva sinoči v Rogaški Slatini po podaljšku z 89-87 premagali Rogaško. Ljubljančanom je zmago s košem v zadnji sekundi prinesel Nikola Janković, ki je v rednem delu prav tako v zadnji sekundi zadel trojko za podaljšek.
Moštvi v finalni seriji igrata na 3 zmage, druga tekma bo jutri v Ljubljani. Olimpijin junak v Rogaški Slatini je bil Nikola Janković, ki je Ljubljančane že v rednem delu rešil pred porazom. Zadel je trojko za podaljšek, takrat je na semaforju kazalo 76 proti 76, le 3 sekunde pred koncem. Rogaška je torej dvakrat zapravila že dobljeno tekmo, na drugi strani so se Ljubljančani dvakrat veselili. Prvič ob koncu rednega dela tekme, drugič ob koncu podaljška. V slednjem je Rogaška povedla že 6 točkami prednosti, vendar jo je Olimpija ujela. Na koncu tudi prehitela. Tekma je bila v naših rokah več kot dvakrat. Kaj ne rečem, Devin Oliver je igral kot Kevin Durant, zadeval iz driblinga iz vseh pozicij. Kljub temu smo imeli možnost, da zmagamo tekmo. Če dobiš strico od Jankovića, tudi na nek način moraš reči, da smo imeli smolo danes. Olimpija se veseli prve zmage, mora pa še doseči še 2. Največji problem je zdaj ekipo prebuditi oziroma psihološko pripraviti, da bo prava v petek, ko se še priključi Miha Fon in jaz verjamem, da bomo trd oreh na petkovi tekmi Tivoli. Slatinčani so imeli grenak priokus po samem srečanju, saj so bili že na dobri poti do uvodne zmage v velikem finalu. Občutki sigurno niso dobri, tako ste rekli, tekma je bila praktično dobljena, noben ni pričakoval, da bo Janković tisti, ki bo zadel trojko za prvi podaljšek, na koncu je pač tudi tekmo odločil, ampak na naslednjih tekmah bom imel, sem prepričan, enake šute za 3, pa če je res tak dober šuter, naj jih takrat tudi zadane, ampak moramo se zdaj, naslednja tekma je že v petek, ni časa zdaj da damo glave dol, moramo še bolj strniti vrste in verjeti, da bomo zmagali. Na naslednji tekmi mislim, da nam bo tudi Fon pomagal, kar nam bo veliko pomagal. Ljubljančani, ki so v velikem finalu povedli, bodo zdaj gostili Rogaško, priložnost za 2-0 v zmagah. To je šele prvi korak do 3 zmag. Olimpija je prvi korak naredila, mi še nismo. Jaz mislim, da je vse odprto in mislim, da ekipa ima karakter in da bo, če bo zgubila, da bo zgubila moško. No, Slatinčani bodo imeli v Ljubljani bučno podporo, saj se bo tja odpravilo kar nekaj njihovih privržencev. Sigurno nam bo to pomagalo. Tudi danes so bili navijači, naš 6. igralec. Vzdušje je bilo res dobro na tekmi in res kapam dol, jaz upam, da bo v petek tudi tako. Druga tekma v Ljubljani bo v petek ob 18. Zatem znova sledi tekma v Rogaški Slatini. Jutri bo pretežno jasno, ponekod bo pihal šibek veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V petek se bo nekoliko pooblačilo, a do večera bo predvidoma še brez padavin. Pihal bo jugozahodni veter. V noči na soboto bo pričelo deževati, vmes bodo tudi nevihte. V soboto bo deževalo, predvsem na Primorskem bodo še nevihte. Zvečer bodo padavine od zahoda ponehale. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in nasvidenje.